Dragi vsi, dober večer. Lepo pozdravljeni na zaključku 17. svetopisemskega maratona. Tekli smo ga od nedelje 26. januarja zvečer pa do danes, četrtka 30. januarja, in smo prebrali celotno svetopismo. Brali smo ga dan in noč, kot veste, in smo ga prebrali res v celoti, kar je poseben slovenski dosežek. Naslov letošnjega maratona se glasi Vzljubil me je. To je tematika, ki nas je spremljala celoten teden in bo tudi tematika današnjega večera, tega zaključnega dogodka maratona 2025. Bog ima rad vsakega izmed nas. Mene, tebe, vse nas na dogodku in res vse ljudi po celotnem svetu. Ali se te ljubezni zavedam? Kako jaz odgovorim nanjo? V tednu svetopisemskega maratona smo brali Božjo besedo, smo pa tudi razmišljali na to tematiko na številnih vzporednih dogodkih, ki so se odvijali prav vsak dan. In današnji večer bo v bistvu sklenil ta maraton. Namenili ga bomo razmišljanju, meditaciji in pa seveda glasbi. Prebrali bomo 4 razmišljanja pomembnih osebnosti, slovenskih osebnosti, na letošnje geslo Vzljubil me je. Pri vsakem razmišljanju pa nas bodo razveselili tudi glasbeniki, ki nas bodo tukaj spremljali. To je glasba benda Svetnikove skupnosti slavivcev Sveti. Z nami so Anika in Tadej in pa Sara in pa Lovro. Tako da nam bojo res svojo lepo glasbo popestrili ta večer. Z nami bodo pa tudi bralci, ki nam bodo na koncu vsakega razmišljanja postavili tudi takšno vprašanje za razmislek. Ta razmislek naredi vsak pri sebi, takrat med glasbo bo pa res čas, da vsak razmisli, kaj mu te besede pomenijo, kaj se je vzbudilo v njegovem srcu. Iskrena hvala bralcem in glasbenikom, ki bodo sodelovali ta večer. Sedaj pa prisluhnimo prvi pesmi z naslovom Moje imaš srce. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, vzemi vse in vodi me. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, naj bom dar za tvoj oltar. Gospod, slavil te bom, o tvoji milosti bom pel. Razkril boš svoj obraz, med nami boš živel. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, naj bom dar za tvoj oltar. Gospod, slavil te bom, o tvoji milosti bom pel. Razkril boš svoj obraz, med
Čudovita pesem. Sedaj pa sledi še bolj čudovito razmišljanje, ki nam ga bo prebrala Monika. Monika, izvoli. Vzljubil me je. Geslo letošnjega svetopisemskega maratona nosi v sebi globoko in osebno sporočilo. V teh 3 besedah je izraženo bistvo krščanske vere. Ljubezen Boga do človeka. To geslo nas vabi k premišljevanju o Božji ljubezni, ki se razodeva skozi celotno Sveto pismo, od stvarjenja sveta do odrešenskega dela Jezusa Kristusa. On nas ljubi, vendar to ni dovolj za naš resen odnos do Boga in polnost življenja v Bogu. Nujno potreben je odziv z naše strani. Mi smo tisti, ki moramo odgovoriti na njegovo ljubezen z našo ljubeznijo, da bi ta odnos ne bil prazen in votel. Kajti brez našega privolitve se Božja ljubezen nima na kaj opreti in gre samo mimo nas in mi je ne moremo biti deležni. Premišljuj. Kako lahko jaz odgovorim na Božjo ljubezen? Kaj konkretnega že delam, kaj bi si želel storiti, da bi Božja ljubezen lahko v polnosti dosegla mene? Čakaš, da odgovori, pusti, sem tvoj, sem tvoj. Ranjen pred teboj stojim, k tebi si želim, k tebi Bog, k tebi Bog. Zdaj slavim te, moj najvišji, tebi dajem vsemogočni, moj prijatelj, ti si rešil me. Tebi pojem in te kličem, ti si moj zdravnik, ti edini daješ smisel, zdravi tvoj dotik. Vem, da mene si izbral, da si me poslal, zdaj slavim, zdaj slavim. Zdaj slavim te,
duša tvoja je. Zame si premagal smrt, veseli srce. Da sem našel te. Duša tvoja je, zame si premagal smrt, veseli srce. Da sem našel te. Zdaj slavim te, moj najvišji, tebi dajem vse. Vsemogočni, moj prijatelj, ti si rešil me. Tebi pojem in te kličem, ti si moj zdravnik. Ti edini daješ smisel, zdravi tvoj dotik. Čakaš, da odgovori, da se prepusti. Vsem tvoj, vsem tvoj, vsem tvoj, vsem tvoj. Prelepa pesem spoznanja. Zdaj bom pa mikrofon predala Igorju, ki nam bo prebral naslednje razmišljanje. Igor, izvoli. Igor, mikrofon. Čas, v katerem se nahajamo, je poln novic, ki govorijo o nespoštovanju, sovraštvu, nasilju in umiranju. Soočamo se s človekovo naravo, ki je marsikje izredno negativno naravnana in ima zaradi tega škodljive posledice za sočloveka, naravo oziroma nemalokrat za celotno stvarstvo. To, kar si večina ljudi, ki doživlja malo prej opisane razmere, najbolj želi, je mir, ljubezen, sprava. Jezus, Božji sin, je odsev Božje ljubezni, ki želi razsvetliti tudi tisti del mračnega srca človeka, kjer še vedno vladajo negativni trendi in čustva, kot so nasprotovanje, jeza, prerekanje. Branje Božjega razodetja in njegovega sporočila vsemu človeštvu in stvarstvu blagodejno vpliva na značaj in dušo človeka, se ga spreminja v pozitivnem, Bogu všečnem načinu. Vzljubil me je spoznanje človeka, ki je doživel Božji poseg v svojem življenju. Vsemogočni Bog, stvarnik nebes in zemlje, vsega živega in neživega, se skloni k človeku, ga objame, tolaži, osrečuje, ozdravlja in spremlja v njegovih zadnjih vzdihljajih zemeljskega življenja, ker ga ljubi. Ta izkazana in od človeka sprejeta Božja ljubezen vzbuja nov odnos do stvarnika in njegovega stvarstva. Namesto da bi se zgledovali in delovali po normativih zemeljskih mogočnežev, na podlagi Božje ljubezni živimo in udejanjamo ljubezen, sprejemanje in spoštovanje. Premišljuj,
kako se božja ljubezen razlikuje od zemeljske, človeške. Kdaj si nazadnje okusil božjo ljubezen? Opazuješ me, opazujem te, jasno vidiš ti, a jaz tipam v megli. Slišiš me in jaz slišim te, ko mi šepetaš, da zame se nikdar ne vdaš. Tebi se dolgujem, ljubi Oče, le tvoj sem ves. Tebe sem slavil bom, ljubi Oče, naj služim ti. Okušam te, ko preizkušaš me, če zaupam ti, da vedno tu ob meni si in čutim te, ko se dotakneš me, tvoj objem poljub, izpolnitev je obljub, tvojih je obljub, tebi se dolgujem, ljubi Oče, le tvoj sem ves. Tebe sem slavil bom, ljubi Oče, naj služim ti. Tebe se dolgujem, ljubi Oče, le tvoj sem ves. Tebe sem slavil bom, ljubi Oče, naj služim ti. Naj služim ti. Ljubi Oče, res naj ti služim, naj bo to naš odgovor na premišljevanje. Zdaj gremo pa v posebno zgodbo iz Svetega pisma, in to apostolu Pavlu, razmišljanje
Iz njegovega dela življenja nam bo prebrala Mojca. Mojca, izvoli. Savel, nato apostol Pavel, se je na začetku z vsemi močmi vrgel v preganjanje kristjanov. Smrtno sem preganjal to pot. Moške in ženske sem vklepal v verige in metal v ječo. Potem pa je srečal živega Jezusa Kristusa. To ni bil več Kristus v glavi, pač pa je postal Kristus v srcu, Kristus v življenju. Vsa njegova zemeljska modrost je odpadla. Srce, ki je bilo prej polno sovraštva in zato tudi polno nasilja, je sedaj postalo prebivališče Kristusa, ki ga je prej preganjal. Ko se je oziral nazaj na svoje življenje, je spoznal, da se je ukvarjal s smetmi. Za izgubo imam vse zaradi zvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček. Pavel, tudi kot kristjan, kot Kristusov učenec, ni bil polovičar. Ko je Kristus v njem prepoznal posodo, ki si jo je izbral, da ponese njegovo ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove, je to posodo popolnoma izpraznil samega sebe, da se je v njej mogel naseliti Kristus. In kot takšen je lahko povedal misel, ki je moto maratona. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Srečanja z Božjo besedo bodo umivala našo notranjost, da bo zahrepenela po navzočnosti živega Boga. Po vsaki njegovi besedi, ki jo bo sprejelo naše srce, bo on postajal v nas bolj živ in bo v nas v resnici živel Kristus. Premišljuj, kaj je mene prepričalo, spreobrnilo k osebni veri? Ali je moja posoda prazna, pripravljena na Kristusa?
čistov tvojih. O, pridi, Sveti Duh, o dar najvišjega, prenovi nam duha, naj bomo čistov tvojih. O, pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, Božji Duh, naj bomo čistov tvojih. O, pridi, Sveti Duh, s teboj sem prepojen, deluj iz globin navzven, naj v polnosti živimo, kraljuj na Sveti Duh. Hvala, Sveti Duh, hvala, Božji Duh, naj v polnosti živimo, kraljuj na Sveti Duh. Hvala, Sveti Duh, hvala, Božji Duh, naj v polnosti živimo, kraljuj na Sveti Duh, naj v polnosti živimo, kraljuj na Sveti Duh. Prav na vsakem koraku lahko opažamo, da človek globoko v sebi nosi neusahljivo hrepenenje po ljubljenosti. Vsem nam je skupna močna potreba po povezanosti, sprejetosti, varnosti. Svetopisemski Bog se človeku razodeva predvsem kot ljubezen. Če bi morali z eno besedo opisati Boga, bi to bila beseda ljubezen. Ta večna, darujoča ljubezen je upodobila človeka po svoji podobi. Ustvarila ga je s potrebo po ljubljenosti in sprejetosti vseh njegovih razsežnosti. Tudi takrat, ko se je človek odvrnil ali se odvrača od Boga, misleč, da omejuje njegovo svobodo, ta ljubezen ne ugaša, temveč se podaja na misijo, kakor bi pri človeku vzbudila zaupanje, da bi se ponovno zatekel v njen objem. Evangelist Janez je zapisal takole: Bog je namreč svet svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Če je Sveto pismo ljubezensko pismo Boga človeku, je darovanje Božjega sina najpopolnejši izraz njegove ljubezni. Svojevrstna ironija je pa v tem, da se človek s svojim globokim hrepenenjem po ljubezni pogosto na vso moč upira objemu ljubezni. Človek je namreč lahko duhovno tako zaslepljen, da ob obilu brezpogojne ljubezni, sestradan od pomanjkanja ljubezni, komaj da še živi. Ta nezaupljivost in zadržanost do ljubezni je nemalokrat odraz ranjenosti in prizadetosti, ki se jo ljudje brez izkušnje ljubljenosti tudi nehote prizadejemo drug drugemu.
Zato je prav posebna milost, ki smo jo deležni po delovanju Svetega Duha, da zmoremo odpreti za Božjo ljubezen. V objemu brezpogojne in popolne ljubezni me globoko v mojem bistvu preplavi spoznanje, da sem ljubljen z večno ljubeznijo. Končno se umiri moj duh, duša in telo. Kajti šele takrat je zadoščeno moji najgloblji potrebi po ljubljenosti, varnosti, sprejetosti in povezanosti. Biti v naročju ljubezni v bistvu pomeni biti odrešen. Takrat sem odrešen strahov, dvomov in negotovosti, ali sem za koga sploh dober. Odrešen sem osamljenosti, ker me sprejema stvarnik sveta in sem postal del njegove družine. Odrešen sem zagledanosti v samega sebe in končno postajam orodje, preko katerega Bog lahko vzljubi tudi mojega bližnjega in celo sovražnika. Premišljujem. Kakšno obliko ljubezni lahko ponesem jaz v svet? Kaj lahko storim za svoje bližnje? Prijatelje, znance, sosede, sorodnike? Kaj potrebujejo? Kakšno ljubezen jim lahko izkažem? Iskala pravi mir sem in našla tvoje sem sledi. Svet udobja si želi, a nikjer bolj udobno ni, kot pri tebi, Bog, kot pri tebi, Bog. Po bogastvu hrepeni, a nihče še dal nam ni toliko kot ti. Stvarnik so stvari, bili bi radi cenjeni in tebi smo dragoceni vsi. Aba, oče si, Aba, oče si. Iskala pravi mir sem in našla tvoje sem sledi. Zdaj ti sledila bom vse svoje dni. Iskala pravi mir sem in našla tvoje sem sledi. Zdaj ti sledila bom vse svoje dni. Varnost radi bi, a ni večje varnosti, kot da nas nosiš ti. V svojih rokah ti, bili bi radi ljubljeni, a ljubezni večje ni, kot da si šel na križ.
za nas si šel na križ, iskala pravi mir sem in našla tvoje sem sledi, zdaj ti sledila bom. Vse svoje dni iskala pravi mir sem in našla tvoje sem sledi, zdaj ti sledila bom. Vse svoje dni. To je resnica, Jezus, to prava pot je, Jezus. To je resnica, Jezus, to prava pot je, Jezus. To je resnica, Jezus, to prava pot je, Jezus, to je življenje v polnosti. Jezus, to je resnica, Jezus, to prava pot je, Jezus, to je življenje v polnosti. Iskala pravi mir sem in našla tvoje sem sledi, zdaj ti sledila bom vse svoje dni. Milan je prej v razmišljanju vprašal, kakšno obliko ljubezni lahko ponesem jaz v svet. In pesem Sledi je odgovorila, prava pot je Jezus. Iskrena hvala glasbenikom in velik hvala tudi bralcem. Mislim, da smo se res vsi poglobili ta večer v svoje srce, v razmišljanja, v svoj odnos do Boga in začutili to Božjo bližino. Res hvala vsem. Hvala pa tudi vam, dragi udeleženci. Pred koncem današnjega dogodka bi pa rada še eno posebno sporočilo oziroma povabilo k darovanju tudi za vas predstavila. Letos namenjamo naš dar svetopisemskega maratona za sveta pisma v Kazahstanu. V želji, da bi tudi tja prinesli nekaj upanja, smo se povezali s slovenskim misionarjem, patrom Mihom, ki si na vse kriplje prizadeva, da bi tam pomagal lokalnim ljudem, še posebej pa mladim. Tako da si bomo zdaj ogledali kratek video, ki bo nazorno pokazal, kako si pater Miha prizadeva v Kazahstanu, da bi pomagal mladim. Poglejmo. Mir in dobro iz Kazahstana in lep hladen, zimski, sončen dan, -6 danes. No, gre nas Božja ljubezen, tako da ne sedimo zapečasko doma, ampak se trudimo vseeno delati v danih možnostih. Jaz bi se rad zahvalil vsem, ki boste sodelovali v tej svetopisemski akciji in nam pomagali zbrati sredstva za svetopisma za mlade, ki se bodo srečali na srečanju mladih v vasi Azornaje. Vas Azornaje, to je na vas, v kateri se je med vojno zgodil čudež pomnoženja rib, in v jezeru, ki je bilo prazno in pusto, so se pojavile ribe in to toliko veliko, da so lahko s tovornjaki vozili ribe po vaseh okoli, tudi do 100 km okoli, in nahranili ljudje, ki so med vojno bili lačni.
Ampak lakota je ne samo telesna, ampak tudi duhovna. In z vašo pomočjo bi radi mladim, ki bodo na srečanju v Zornaje, omogočili priti do svetih pisem. Že vnaprej najlepša hvala. Tako, to je današnje vabilo k vašemu darovanju, k našemu darovanju. Kolikor boste uspeli, vsak dar je seveda dobrodošel na naši spletni strani www.svetopisemskimaraton.si najdete gumb Daruj, tako da tam lahko najdete več podatkov s QR-kodo, tisti, ki ste zelo digitalni ali pa navaden TRR za nakazilo. Res hvala lepa za vašo dobrosrčnost, za vašo dobroto in da pomagate tudi patru Mihi, da bo lahko mladim kupil sveta pisma za to takšno kazahstansko stično. Torej, današnji večer smo pripeljali h koncu. Res lepa hvala za vašo udeležbo, da ste bili ta večer z nami. Hvala lepa še enkrat glasbenikom in hvala lepa bralcem, da smo skupaj razmišljali in se poglabljali letošnji svetopisemski maraton 2025. Vzljubil me je takšen naslov, ki nas lahko spremlja dlje časa. Hvala, da smo skupaj lahko zaključili maraton 2025. Lep večer, lahko noč in se seveda ponovno vidimo naslednje leto.